V Švici servis avta lahko stane več kot 2000 evrov. Menjanje olja, filter olja, zraka, kabine, nič posebnega. Zato sem se odločil, da servis naredil sam. Ampak obstaja ful velik problem. V tej garaži je strogo prepovedano servisiranje avtomobilov. In ne samo tukaj, ampak po celotni Švici. In če me dobijo, mi grozi kazen do 1000 evrov in lahko izgubim parking in potencialno tudi lastno stanovanje. To je moja 350 konjska Cupra in danes si bo naredil servis olja, filter olja, zraka in kabine. V normalni državi to ni noben problem, ampak v Švici to je očitno skoraj kriminal. Ko sem vprašal za ceno, sem mislil, da sem narobe slišal. Skoraj 2000 evrov. Za stvari, ki jih lahko narediš sam v manj kot 1 uri. In takrat sem si rekel, ok, če že živim v državi, kjer je vse tako drago, potem bom poskusil vsaj to narediti sam. 11. ura je zvečer, nekoliko se vidi od ure in čas je, da naredimo končno servis moj Seat Leon Cupri. Ampak moram res potihujiti, da kdo me ne čuje, ker če me dobijo, bolje pa štala. Ekola, se obujemo, oblečemo in veselo na delo, čeprav je 11. ura zvečer. En cold start, čeprav imam še originalne auspuhe, ampak... Ok, nimamo dosti časa, ker smo v garaži in kot sem rekel, ni najbolj legalno to, kar delamo, ampak nimamo drugega načina, tako da idemo hitro dvignem gor avto in sprazniti olje, pred nas kakšen Švicar dobi. Gremo še na drugo stran. Ok, drži. Kar meni še narediti zdaj, za vsako sigurnost. Dvakrat napumpat, to fajn zatisnimo in to je to. Vse, kar moramo zdaj narediti, dovrniti to, da ne bom biti na mokrem. Premo čepek, notri bo steklo olje. Vse, kar moramo odšrafati, je ta šrafek tukaj, da se odšrafa. Ok. Dokler pustimo, da olje teče, pustimo to, da vse steče, odpremo haubo in zamenjamo še filter olja. Dokler enostavno 32, mora biti les odpred, to je pa to pol. Ok, kot sem rekel, šrafamo zdaj še za filter olja. Res je enostavno odšrafati filter olja, sam pozor, da kaj ne poče, ker je hiše iz plastike. Jaz edino kar rad še naredim, tako da dejansko prvo odprem to škatlo, ki je notri čisti filter, na tle. Povem, da ne vršite gumico, da zamenjamo, ok, in damo direktno tle notri filter, ok. Ok, super. Tle, to malo počistimo. Dejansko ta guma, ki je ta tukaj za zamenjati. Čau. Dam gor novo tesnilo za hiše filter olja. Damo novi filter notri, nima veze, ko se ga da, samo da je notri. Naredite en dober klik. In zašraufamo nas zdaj na 25 Nm plus še 5 dodatnih Nm. Jaz to nisem naravno posvetil, ker se modilo, da me kdo ne dobi. Največja nočna mora, ko dejansko šrafaš, ker sploh ne bi smel. Pol prej še 2 Italijanke mimo, ti pogledamo, what the fuck delaš. In pol mi še pade šrofin cigar tukaj, ki na srečo ga je z lahkoto vzeti. Nimo, če še teče dol. Ok, še malo pocurlja, pol pa lahko zapremo, damo nov tjepek. Smo. Pomembno zamenjate te zamaške, se jih da dobiti na AliExpressu za 10 evrov in delajo tip top. Vse, kar moram narediti, zašraufati to nazaj gor. Dejansko sploh ga ni treba močno stisniti, sam pade notri. In koliko se vidi v to lukenco in to je to. Ja. In to je to. Zdaj to malo z brake cleanerem počistimo. Kar pa počistimo. Čisto počasi spustimo. Okay. Tega suporta damo hitro prtljažnik, da nekdo ne dobi. Tak gre prtljažnik. Ok, zdaj vse, kar nam prestane narediti, je samo na hitro natočiti olje. V motor bi mogli iti 5,7 litrov in mi bomo dali Castrol Long Life, tle imam 5 plus 1, 6 litrov. Sem dobil na internetu za, mislim, da 42 evrov, kar je bilo bolj poceni, ampak pornali 5 litrov in pol bomo še dodali Liquim oil additiv, ki dejansko malo boljše pol podmazuje cel motor, kar prije šele kako prav zdaj, ki smo ga navili na 330 konjev in imamo plan še dodati kakšen konjiček, tako da gremo zdaj prvo to na hitro narediti. Zdaj najtežji del je tle notri spraviti brez lija, brez ene kapljice olja. Če si true mechanik, kar jaz načeloma nisem, ti uspe, no. Tako da 5 litrov grejo notri. Moram priznati, da to bilo res najtežje delo celotnega večera, ker če ti olje gre mimo, pol umažeš cel motor in je res štala.
tako da definitivno priporočam, da ste uporabljali pri natočenju novega olja v motor, ampak na koncu mi uspelo, niti eno kapljico olja ni šla mimo, tako da I guess I'm a true mechanic. 5 litrov kastrola notri je dano. Ok, super. Ajde, damo še te aditivček in upam, da tudi to mi uspe, da ne polijem. Tega je približno notri 200 ml, tako da predvidevam, da še ne pol litra bomo mogli dodati. Prežgemo. Nogo na brenzo. Če pustimo lih minutko, da malo se vrti, pa pol bomo videli, kakšno stanje olja. Ok, motor je tekel zdaj par minut, da pogledamo šipko, iskreno. To počistimo. Da vidimo. Malo nad minimum. Iskreno, jaz bi malo še počakal. Prvo, že drugič nekdo šel mimo, me čudno gledal in zdaj pa res že malo riskiram, da me nekdo dobi, ampak kot druga stvar bi se počakal, da malo se še sesede. Malo je tle, malo gor, jaz bi rekel, da je malo nad minimum, tako da bom definitivno zdaj avto peljal ven iz garaže in bomo pol dolili še nekaj olja. Ok, včeraj smo naredili servis, zamenjali smo olje, filter olja, da dansko olje je malo nad minimum. Nisem ga šel pol še dotočiti, ker nisem hotel, da me še kdo vidi, da mi je valjda kakšno kazen ne da, ali kdo zašpeca, ki tle Švicari in da ti zašpecajo. Tako da zdaj bom še enkrat pogledal nivo olja in bom dotočil. In pol filter zraka, zakaj nisem ga zamenjal, vsak toliko gleda pogasil kdo. V glavnem filter zraka nisem zamenjal, ker sem dal en športni filter in načeloma do 50 000 ga ni treba spucati. Jaz ga imam že enih dobrih 10 000, tako da pri naslednjem servisu, ko bo šlo 20 000 mimo, ga bom počistil in bom čakal do 50, ker se mi zdi absolutno preveč, tako da tega se lahko tokrat ne lotimo. Pol pa moramo še filter kabine, ampak gremo prvo to olje pogledati. Ok, ne vem, če se vidi, ampak šipka kaže nikjer, da je na sredini, tako da bomo dodali še približno ene 2 deci. Spet moram res paziti, da... Ok, super. Ok. Zdaj bom počakal ta čas, da se malo sesede dol, da gre čisto dol do karterja in ta čas gremo in na filter zraka, kar je najbolj pomembno. Ne vem zakaj, dosti krat vidim, da filter zraka sploh ne menjajo ali pa dajo najbolj cheap shit za 8 €, pač ta zrak mi vdihavamo, tako da tudi zunaj, ker je že tako neosnažen, torej ne šparati na filter zraka, vzamite ta najboljšega in dejte ga menjati na vsak servis, res to je ful pomembno. V glavnem jaz tega ful priporočam, ful dober je, ker je en kup enih stvari te zaščiti, ni samo najbolj osnoven filter, res je dober. Sicer je res, da stane ta 19 € na popustu, ampak jaz mislim, da se definitivno splača, ker konec koncev mi to vdihavamo, ta zrak, tako da zakaj bi šparili za 20 €, res se mi zdi nesmiselno. Filter kabine se nahaja pri sovozlikovi strani, kjer je glove box, za ga dati dol je ful enostavno, iz leve in iz desne so 2 pina, tako da se lahko pomagamo z enim ploščatim šrafom cigrom in gre dol. Treba sam paziti, da kakšna plastika ne poči, no to postane samo še en košček plastike, ki ga je treba odstraniti in filter zraka preven. Za vse tiste, ki ne vejo, kako narediti, brez skrbi, pri vsakem filtru kabine, ko kupite zraven, dobite navodila za prav specifičen avto, kako priti do tega in je res enostavno to dati ven in zamenjati. Ok, samo da vidite dejansko med novim filtrom, ga kar odprem, koliko je to bolj čisto. Če pogledaš pa pol to še zraven, vem, da mogoče ne zgleda, ampak je dejansko ful bolj temen in ful bolj umazan kot ta. Ta je dejansko skoraj svetlo, siv, bel, ta pa je že kar temen. Na drugi strani se toliko ne vidi, ampak ja, pa kaj še, kjer umazanil se potem tle malo listkov vidiš in to, tako da ta definitivno gre stran. Ok, zdaj, ki smo videli, kakšna razlika med starim in novim filtrom olja, vemo, da definitivno pri vsakem servisu ga omenili, ker valjda to je zrak in na koncu ga mi vdihavamo notri v kabini. Tako da dajmo nazaj filter, damo se plastike pa glove box gor in gremo čekirati nivo olja, da vidimo, kje smo. Ok, preverimo zdaj še olje na hitro. Da vidimo. Super, aparat, tako evra. Kaže na polovici, jaz mislim, da bo čisto v redu in to je to. Počistimo, damo notri in servis narejen.
Okay, če ti je bilo všeč, kako sem naredil ne preveč legalen servis v Švici in pač pokazal dejansko, kako se ga naredi, ker filter olje je res enostavno, filter zraka, dejansko malo več časa vzame kot 15 minut, bolj kot drugo, ker te strah, da ne poče une notranje plastike. Filtre zraka pa od motorja pa nismo zamenjali, kot sem rekel, imam K&N, ki do 50 000 km ga sploh ni treba počistiti. Jaz ga bom naslednji servis pred 10 000, če koga zanima, lahko tudi naredim posnetek in pokažem, ni problem, ampak če želite še kakšne posnetke, subscribe, lajkaj in si naslednji posnetek. Ciao!